Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Danes je z menoj Natalija Verboten-Bojič. Govorili bova o njeni poti do materinstva, ki ni bila enostavna, pa tudi o glasbeni karieri, polni vzponov in padcev. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Naj se najprej dotaknem obdobja, ko ste bili najbolj popularni. Dejali ste, da čeprav ste bili na eni točki na vrhuncu, se v sebi niste tako počutili, bili ste predvsem psihično izžeti. Ja, to je bilo pred 24 leti, takrat je pravzaprav skladba Rdeč Ferrari obnorela, bom rekla, mlado in staro po Sloveniji. V tistem trenutku sem bila pravzaprav v tistem obdobju najbolj popularna izvajalka v državi, po drugi strani pa zelo ranjena mlada ženska, ki je trpela za slabo samopodobo. Jaz sem se počutila, kako ne rečem, za slabo samopodobo, preveč sem delala, preveč od sebe pričakovala, preveč kritična sama do sebe bila, perfekcionistka, ki si ni pustila delati napak, ne? Najbolj kritična, predvsem sama do sebe, in se je vse to potem kot posledica prekomernega dela, je posledica bila tudi psihična in fizična izgorelost. Zgodilo se je en dan, da od vsega napora, tako in fizičnega in psihičnega, par dni sploh nisem mogla vstati iz postelje, to mi je bilo alarm, nisem vedela, kaj se zdaj dogaja. Srčni utrip je bil prekomeren, srce mi je razbijalo, telo me ni ubogalo, ne? In sem poklicala zdravnico, jo vprašala, kaj bi to naj bilo, seveda šla k njej na pregled in je rekla: Natalija, to pa je izgorelost, in psihična in fizična izgorelost. Nujno si uvedi prosti čas v svoj urnik, zmanjšaj svoje delo, ker jaz sem deloholik pravzaprav in meni ni problem delati in dan in noč. Kar pa seveda, tudi če si mlad, en čas to gre, potem pa več to ne gre. In me je telo kar samo prisililo do tega, da sem pač potem vse te nasvete od zdravnice tudi seveda upoštevala. In takrat se zaradi svoje, bom rekla, te izgorelosti tudi odločila, da bi rada tudi svojo psihično izgorelost oziroma to nezadovoljstvo sama sabo enkrat za vselej razrešila. Zdravnica mi je predlagala psihiatrinjo, psihoterapije, doktor Metoda Vidmar. V Celju sem jo obiskovala pravzaprav enkrat do dvakrat na mesec, 10 let, in na začetku, ko sem prišla, da sem kar na hitro 10 let povzela, bom pravzaprav v 2 stavkih, ko sem prišla prvič k njej bom rekla na pogovor, ker to so pač samo pogovori, ne. Mi je rekla: Natalija, koliko se imate radi na lestvici od 0 do 10? Pa sem jaz tam oklevala, bi bila to 1 ali bi bila mogoče to 2, ne. Pravzaprav človek sploh ni mogel verjeti, lepa, mlada, uspešna ženska, ne. Nihče pravzaprav ni takrat, seveda niti navzven nikoli nisem dala vedeti, da bi bila nesrečna, da bi bila nezadovoljna, da bi bilo karkoli narobe, ker pač moja služba je zabavati ljudi, ne jih obremenjevati za svojimi problemi, ne. Po 10 letih, bom rekla, te rednih obiskov pri njej, rednih pogovorov pri psihiatrinji, pa me vpraša isto vprašanje: Natalija, koliko bi si pa zdaj dala na lestvici, koliko imaš rada sama sebe od 0 do 10, pa sem rekla: 9, če imam slučajno tiste dneve, ko pač smo ženske malo bolj nataknjene, sicer pa 10, ne. Skratka, v vseh teh letih sem sprejela samo sebe, vse svoje napake, vse svoje dobre stvari, naučila sem se komplimente sprejemati, naučila si odpuščati napake, prišla do tega, da smo pač vsi smo samo ljudje, vsi smo samo krvavi pod kožo in čisto nič ni narobe, če se iz svojih napak učimo. Ampak ti si dokaz, da zavedanje teh vaših meja ni bilo iz danes na jutri, po drugi strani pa tudi naenkrat si znati vzeti čas za počitek, ne? Morda se čudno čuje, ampak ne znamo si ga vzeti. Ja, jaz sem tipični primer, ki si ga ni znal vzeti. Jaz sem pravzaprav te svoje, nikoli v življenju se nisem počutila zares sprejeta. Jaz sem
Zdaj vem, jaz sem pač človek, ki je rad sam, jaz sem samotar. Meni ni problem biti doma sami v tišini, največ na svetu mi pomeni moja družina, čeprav moje delo je pa ravno kontra temu, ne? Ampak jaz kot otrok, naprimer, sem si pa vedno mislila, da bi si morala nekako poiskati prijatelje, pa družbo. Prihajala sem iz kmečkega okolja, 5 let smo živeli z starši pri babici in detku na kmetiji, oziroma nad Vitanjem Dolič pri Mislini. Govorila sem zelo, bom rekla, po domače. Dosti smo uporabljali avstrijskih besed in ko sem prišla ta vaška punca v mesto, v Velenje, me seveda niso sprejeli. To je bilo skoraj 50 let nazaj, ne? In sem se počutila zavrnjeno, nisem se počutila dovolj dobro za to okolje, neprestano razmišljala, pa kaj je narobe z mano, da me ne sprejmejo. Po drugi strani sem bila pa samotar in mi ni bilo problem biti sam, ampak sem pač mislila, da človek si vedno, da moraš biti obkrožen z ljudmi, pa sem ugotovila, da pač, če nisi tak tip, pač ne. Ampak to sem zdaj ugotovila skozi leta, tako da to, da sem se odločila za, bom rekla, za pogovore pri psihiatrinji, to je bila najboljša odločitev ali pa ena izmed najboljših v mojem življenju. Tega mi nikoli ni žal, vedno bom zato govorila o tej izkušnji, ker takrat, ko sem bila sama, ko si nisem znala, ko sem sama, pravzaprav, ko mi je telo odpovedalo, ko sem bila psihično in fizično pregorela, nisem vedela, kje naj poiščem si pomoč, ne? In sem šla do zdravnice, hvala Bogu, in mi je zdravnica pomagala in potem mi tudi svetovala. Zato vedno rada govorim o tej svoji izkušnji, da mogoče kdo, ki se počuti, ki je mogoče ali pa bomo rekla v podobnem stanju, kot sem bila jaz takrat, da mogoče vidi, da je upanje, da si človek lahko pomagaš, če si hočeš, ne? In da je treba samo poiskati pravo pot. Zdaj pravijo, da je dobro, da o tem govorimo na glas. Ja. Sploh, če nekdo znan, tako kot ste vi, spregovori, morda še lažje kdo mu prisluhne te zgodbi. Na drugi strani pa ste se soočali s tem, da vam je morda kdo svetoval, Natalija, ne to preveč izpostavljati javnosti, saj je lahko pač efekt ravno nasprotno. Ja, meni so večinoma vsi svetovali takrat, ne govori o tem, ne. To je tvoja izkušnja, bodi o tem tiho, da si ne bi slučajno kdo kaj mislil, ne. Ampak jaz vem, kako sem se jaz, naprimer, takrat počutila, to je bilo zdaj leta 2000, to je 24 let nazaj, ne. Ko iščeš človek pomoč, si v stiski, ne veš, kako bi si pomagal. Mogoče, če bi takrat prebrala, takrat se sploh o tem ni govorilo, ne. Takrat je bila pravzaprav to še zelo, zelo velik tabu, ne. Ampak jaz sem, kar se tega tiče, zelo odprt človek in si ne delam težav tam, kjer jih ni, ne. In ja. Za glasbena industrija, hočeš nočeš, je veliko pritiskov, morda mi vidimo navzven vse lepo, pa vendar temu ni tako. Kaj so tiste največje lekcije, ki ste na svoji glasbeni poti jih doživeli? Se jih je bilo pa kar veliko. Ravno sem razmišljala, da sem pravzaprav že 31 leto na odrih. Pred 31 leti sem prvič stopila na oder, pravzaprav od Ferrarija, pa je 24 let pravzaprav tak na javni glasbeni sceni. Meni je bilo najbolj težko, ampak ne zaradi dogodka, zaradi tiste naslovnice s povešenimi prsmi. Naprimer, danes se tega skoraj nihče več ne spomni, ne. Pred približno 20 leti je bil pa to, takrat so v Slovenijo šele prihajali rumeni mediji. Jaz sem bila na dopustu. Kot požar se je razširila tista novica z sliko mene z povešenimi prsmi na naslovnici. Takrat sem prvič pravzaprav izkusila, kako je to, če kamorkoli sem prišla, ko sem prišla z dopusta, nisem mogla iti v trgovino, ker so tam otroci kazali, poglej, ati mami, poglej, to je tista teta ker takrat je bila ta novica, ne vem, najbolj zanimiva nek čas v državi. Ta rumena revija jo je iz tedna v teden limala na naslovnico. Res je bilo, kako naj rečem, res je bila stiska. Takrat sem v bistvu se v privat življenju ravno razhajala z partnerjem, ampak sva morala takrat tisto stvar kar pustiti za sebe, ker je ta novica požela, bom rekla, toliko, ta medijski linč je bil tako močan, da
sem en čas nehala zaradi vseh opask, zaradi vsega pritiska v vseh medijih je bilo, vsi so vedeli zame in za te moje prsi ogromno privoščljivosti, tudi med, bom rekla, glasbeniki, med mojimi kolegi in jaz se pravzaprav teh 3 mesecev svojega življenja ne spomnim. Vem pa, da sem se iz tega eno veliko modrost naučila, ne, da tisto, kar si drugi mislijo o tebi, da se me ne dotakne več mnenje drugih ljudi. Takrat sem se morala postaviti bom rekla, ne biti odvisna od mnenja, zdržati ta pritisk, kakorkoli sem vedela in znala, seveda sem si poiskala pomoč, najbolj v podporo mi je bila moja družina. Omenili ste, da nekoč ste se nekoliko težje s tem soočali, pa vendar, kako je danes? Kako se danes soočate z morebitnimi kritikami, sploh kadar gre na račun vašega videza, morebitnih lepotnih popravkov? Mislim, sem ena izmed redkih, ki o lepotnih popravkih sploh govori, ne? Vem pa, da se jih poslužuje večina, ne? Tako da že tu je bom rekla, ni smešna zadeva, ampak mene to sploh ne moti, ne? Če kogarkoli zanima, jaz sem tukaj na voljo, da me vpraša. Ne zdi se mi logično ali pa pametno skrivati, ko ste rekli lepotne popravke, ker se tako vidi, ne? Jaz nikoli se ne bi želela spremeniti, če se da pa, mislim, lepotni popravek, če smo iskreni, je tudi to, da si barvamo lase, ne? Take enostavne stvari, ki jih pa marsikdo kar pozabi, ne? Takrat mene je pred 24 leti pravzaprav skrbelo, ker je bil to prvi res tak močen medijski linč, ne? Me je skrbelo, če bom zaradi tega izgubila službo, kaj se bo zdaj zgodilo, ker takrat tak, bom rekla, močnega medijskega linča, ene, bom rekla, medijske osebnosti, ene glasbenice, ene pevke še ni bilo in takrat nisem vedela, kaj zdaj, a mi bodo nastopi odpadli, ali kaj se bo zdaj zgodilo, a bom se morala začeti s čim drugim ukvarjati, a ne bom mogla več peti, ne? In se spomnim, da sem šla na prvi nastop ravno takrat sem bila na dopustu, se vrnem v Slovenijo, tukaj je bilo vse, kot da je požar bil, zaradi te novice in ko sem se peljala na nastop, nisem vedela, kaj naj pričakujem. Sem prišla tja, bilo je zbranih par tisoč ljudi, kar nekaj 10 jih je prihromelo, ko sem se pač pripeljala oziroma se približevala v odru za naslovnicami in češ, takšna si v resnici, zdaj pa mi vemo, kakšna ti v resnici izgledaš. Sem bila malo čudno, malo sem bila nervozna. Potem pa sem šla na oder, pa sem se pač pošalila, da pač jaz sem v redu, pa tudi moji prijateljci sta čisto ok, smo še vedno takšne, kot smo bile, ne. Povedala še eno šalo na ta račun, ljudje so se nasmejali, vsi skupaj smo se nasmejali, veselica je bila uspešna, tako kot, bom rekla, večina veselic, ker se vedno trudim poskrbeti za res dobro zabavo in, bom rekla, dobro voljo in sem videla, da bo vse ok, da to ne bo vplivalo na mojo, bom rekla, službo, da so ljudje bili tudi že siti, en teden je bilo še zanimivo, 14 dni mogoče še tudi zanimivo, po 3 tednih, po 1 mesecu non-stop konstantnega bombardiranja z temi, bom rekla, bedarijami, kar pravzaprav je to res bila, ne, bedarija, so pa tudi ljudje videli, da to pa je rešlo že preko vsake meje, pa da ni ok, ne. Za še ena takšna tema, ki zagotovo še vedno je tabu, je neplodnost, težave z zanositvijo. Tudi vi, žal, ste se podali na to pot. Kdaj ste se odločili pravzaprav, da bi si želeli postati mama in na kateri točki ste se odločili, da poiščete pomoč zdravnika? Midva ko sva se z možem Dejanom spoznala, pri nama je šlo vse zelo hitro. Midva sva se na hitro zmenila, da sva si všeč, prej sva se fejt skregala, preden sva prišla do tega. Hitro sva si bila na jasnem, da imava oba dva iste vrednote, da si želiva družine, tako da sva v bistvu že začela delati na tem takoj. Prvo leto še nisva niti razmišljala o tem, da bi bilo kaj narobe, ker tako traja en čas, sploh v tem stresnem obdobju, ko smo pač tudi ogromno se je takrat še vedno delalo. Po 2 letih pa se je meni že zdelo čudno, tudi prebrala sem, da če v 2 letih nekako ne pride do zanositve, da je pač potrebno obiskati ginekologinjo. Jaz sem imela že kar
nek tak slab občutek sama pri sebi, ker tudi moja mama je imela težave z rodili, ne? In ko sva šla na tisti pregled, z nekim takim, bom rekla, slabim občutkom, sem šla tja in potem mi je seveda tudi ginekologinja, takrat sem bila še v Velenju, ugotovila težave. Napotili so me v UKC Maribor, tam sem spoznala fantastične zdravnike, ki so seveda... Kaj je bila pri vama pravzaprav težava? So vam rekli, da po naravni poti ne boste mogli zanositi ali je bila nepojasnjena neplodnost? Jaz imam, bom rekla, ogromno težav v predelu rodil, več različnih, tudi nekaj operacij sem dala čez stanje, enkrat je prišlo do spontane zanositve oziroma do zanositve, kateri je sledil potem tudi spontani splav. In potem smo ugotovili, da po naravni poti nažalost ne bo šlo in smo se odločili za zunajtelesno oploditev. Meni se je seveda takrat, ko sem najprej seveda sploh zvedela, da imam pač zelo resne težave, zdravstvene težave na tem področju, se mi je sesul svet, potem pač sem vedno tak človek, da pač izjokam to žalost in potem začnem takoj iskati rešitve, takoj pot naprej, takoj se boriti. To sem ugotovila v življenju, se moraš boriti za tisto, kar si želiš, za tisto, v kar verjameš, se je vedno potrebno boriti. Včasih traja malo dlje, včasih se to posreči prej, ampak... Vredno se je boriti, kaj ne? Seveda. Torej, vidva sta se odločila za izventelesno oploditev. Tukaj v Mariboru, ja. To ni težko samo za žensko, ampak celoto kot par. Kako sta vidva tisto obdobje prenašala? 14 let je že zdaj od tega, tako da sem že kar malo pozabila, ker naj že zdaj pravzaprav 14 let razveseljujeta dva sinova. Velika preizkušnja je to za par. Ni enostavno. Midva sva si stala, mož je moj najboljši prijatelj, še zdaj stala sva si drug drugemu ob strani. Vedno mi je stal ob strani družina moja in zdravnica mi je takoj razložila, kakšna je situacija, da ni vse tako črno, kot mogoče izgleda na prvi pogled, ker jaz sem seveda videla najslabšo možnost, da bomo lepo počasi šli od postopka do postopka oziroma najprej poskušali pozdraviti situacijo pri meni, potem smo to videli, da pač to ne bo šlo, potem za zunajtelesno oploditvijo in lepo počasi, korak po korak. Razložila mi je, da me ne bo strah, da bo vse okej, da se bomo vsi potrudili maksimalno za to in nam je uspelo. Zdaj, na takšna boleča vprašanja za par, ki ne more zanositi, so, zakaj še nima ta otrok. Ste bili tudi vi deležni takšnih vprašanj? Ja, seveda, po eni strani si sam želiš otroke, po drugi strani sam v sebi melješ, kaj pa če, in razmišljaš o drugih rešitvah. Po drugi strani ljudje ne morejo vedeti, kaj čez kakšne, bom rekla, situacije v življenju greš čez in tudi ne vidim slabo namerne, bom rekla, za temi vprašanji, da je to kak pritisk, to si pravzaprav potem moramo sami pri sebi razčistiti, ne. Tako da, zato jaz o teh stvareh tudi vedno spregovorim, ne. In če mi je kdo takrat rekel, sem pač rekla, da so težave, da delava na tem in da upava, da bova se kdaj lahko razveselila pač svojih otrok, če ne bova pa že poiskala druge načine. Se pravi, sprva se je rodil Max, nato pa nekaj let kasneje prav prijetno presenečenje. Ponovno ste zagledali tisti magični 2 črtici na testu. Ja, to pa je bilo najino presenečenje, ja, ker takrat v tistem obdobju, ko sem pač hodila na vse te terapije povezane z zunaj telesno oploditvijo, ne, se je pa potem, ko je bila nosečnost, pa potem še po nosečnosti, se je očitno pri meni zdravje tu notri na rodilih tako popravilo, da se spomnim, poletje je bilo, šla sem na par intervjujev, med intervjuji sem se kar zjokala, bila čisto neka preveč čustvena, pač sama sebe nisem poznala na tak način, vedno sem znala do določene mere stvari seveda skontrolirati, ker ko greš ti na oder,
Ne morem se razjokati tam pred publiko, pač pa poskrbeti za zabavo, ker je pač to moja služba, ne. In se jaz jočem tam, grem na oder, zapojem par pesmi, naredim par korakov med publiko, sem ostala brez sape, pa smislim, pa kako je to, pa takrat sem redno skrbela za svojo kondicijo, ne. Ker medtem, ko poješ pa plešeš, je treba biti v formi, ne, fizični. Pa smislim, kaj je zdaj to, mogoče sem pa dehidrirana, ne. Potem sem prišla domov, se je začelo bruhanje, smislim, jaz imam ziher neko trebušno virozo, ne, da sem dobila, da sem se nalezla. No in tej najini trebušni virozi je zdaj ime Oskar. In je 9 let bila stara marca. Sedaj pred kratkim smo lahko vaša sinova videli tudi v vašem novem videospotu. Kako sta dva to idejo sprejela, da boste pa skupaj z mamo torej nastopila v njenem videospotu? Ja, že pesem sama po sebi je bila zelo všeč, čeprav sem mislila, da mogoče so dva policaja ali pa rdeč Ferrari ali pa Zlata na Triglav tiste, ki bi bile, mogoče njima bolj všeč, ne, ampak ta pesem očitno ima nekaj v sebi, da je tudi njiju pritegnila in režiser mi je rekel, Niko, je rekel, Natalija, čisto na koncu bi bilo super, če bi tvoja sinova bila s tabo v videospotu, ker bi rad imel pristna ta materinska čustva na tvojem obrazu, ne, v tem videospotu. Sem rekla, nič, Niko, jaz obljubiti nič ne morem, bom pa vprašala. Se veš, kako je to pri 13 pa 9-letniku, ne? Ne vem, a boste rekla ja, ali boste rekla ne, mami, daj no. Ko sem ju vprašala, če bi bila z mano, sta bila zelo, zelo vesela, navdušena sta bila, takoj sta bila za to. In tudi snemanje samo je bilo, bom rekla, kratko, ampak sladko, take kot so pač, bom rekla, ti lušni trenutki doma, ko se stisnemo, ko si povemo, da se imamo radi. To so taki nepozabni spomini, ki bodo pa zdaj tudi pravzaprav ostali na sliki, na filmu tudi zavedno. Sicer pa ste poročeni že 16. leto, če se ne motim? Ja, glih ta vikend sva se pogovarjala, ja. 18 let sva skupaj, polnoletna sva, bravo, 16 let sva pa poročena, ja. Za vsak par ima vzpone in padce. Je tudi na vajni ljubezenski poti bil kakšen večji padec morda? Ne, same rožice in med in mleko in vse. Ja, seveda, sej. Vedno. Ravno to ne, velikokrat vidimo, pa si mislimo samo pri tem paru, pa vse je pa vse super. Ja. Pa je navadno ravno obratno, kadar je tako navzven. Ja, mi smo, bom rekla, zelo glasna, zelo temperamentna družina, tudi ko se skregamo, si včasih prav mislim, joj, kaj sosedi mislijo. Ampak jaz mislim, da si moraš povedati, no, nikoli v življenju ni dobro, da stvari tiščiš ali pa držiš v sebi, tudi z možem, že od samega začetka. Ne, to pa zdaj lažem. Jaz nisem bila, bom rekla, ravno tak, da bi, moj mož je zelo, kako ne rečem, to, kar misli, to ti tudi takoj v obraz pove. Čez 5 minut se pa že čisto normalno pogovarja. Jaz sem bila pa vedno tista, ki je bila tiho, pa v sebi nosila zamero, pa nisem znala dati to iz sebe. In prvih par let me je mož sem se pravzaprav od njega naučila, da ta čustva, ki so not, morajo iti ven, ker to drugače udari, ne vem, kakšna bolezen, a ne. Ta stiska, ta mora iti ven. In se me je naučil, da se skregava, da se tudi jaz skregam, pa jaz povem, kaj mislim. In sem gotovila, da je to veliko, veliko boljše na tak način, da poveš to, kar si misliš, da to tudi sam sebe slišiš, pa da te druga stran sliši, ne? Ker potem si lahko pomagaš, ne? Ker če si ti tiho, ti sam sebi, po mojem, ne priznaš prav. Drugi sploh ne ve, kaj te muči, ne? Si kot neka limona, vsaj jaz sem bila, ne, to iz čisto svojih izkušenj govorim in sem videla, da to, kaj to pravijo, da je to ekstrovertiranost, da daš ven iz sebe, da je to ena, bom rekla, dobra lastnost, mogoče je malo naporna kdaj za okolico, ampak da je dobro, da se to pove. Seveda, tudi midva sva z možem, ravno je mož ustanovil novo podjetje, otroka sta bila zelo majhna, on je bil dosti na terenu, posel je bilo treba upeljati. Seveda je bila tu nervoza, po drugi strani pri meni sem takrat si vzela bolj čas zase, ne toliko nastopala. Bila z otrokoma, neprespana, ko so se pojavili zobki, sploh nismo spali, ne vem, leto pa pol. In se je poznalo, seveda, bila sva tečna, bila sva znervirana, bila sva neprespana, ko sva bila skupaj, sva se konstantno kregala in je bilo že prav resna situacija in se potem prav spomnim, kaj mi je dalo
tako, ko se mi je žarnica prižgala, enkrat smo šli na izlet družinski in se ustavimo nekje v trgovini in nekaj kupimo. In se mož tam pošali s prodajalko, pa kaj jaz tako pogledam, wow, pa se res, to je moj Dejan, to je Dejan, ki je zelo, zelo zabaven, ampak sva na to svojo sproščenost, na to svojo zabavnost sva doma čisto pozabila. V kopici vseh problemov se nisva več časa zase jemala. In sva se kar kmalu po tistem usedla, sva se pogovorila, sva se odločila, da si bova prav načrtno vzela čas drug za drugega, ker mava iste poglede v življenju, mava iste vrednote v življenju, želiva si podobnih stvari. Rada se mava konec koncev in sva rekla nič. Z ljubeznijo se da vse premagati. Kaj? Točno to, samo delati treba vsak dan sproti, pa težave sproti reševati. Ob koncu morda mi še samo zaupajte, kaj je danes tisto, kar vas motivira, navdihuje, da tako dalje strastno opravljate svoje delo in pa ne nazadnje, da ste takšna mama, kot ste. To se non-stop konstantno se sprašujem, kaj bi lahko naredila boljše, drugače, ker včasih se mi zdi, da kot mama vem, kaj delam, včasih se mi zdi pa, da nimam pojma in se lovim kot pravzaprav verjetno vse mame na tem svetu. Rada imam življenje, rada se učim, radovedna sem, rada raziskujem, rada raziskujem nove situacije, pa se učim iz življenja. Tudi na svojih napakah, čeprav takrat, ko se ti seveda zgodi preizkušnja v življenju, takrat ni fajn, pa še potem eno obdobje, ko delaš na tem, ko si pomagaš, ne. Ampak, ko pa prideš do tiste življenjske modrosti, ko pa se nekaj iz življenja naučiš, tega ti pa nihče na svetu ne more vzeti. In si toliko obogaten, potem bom rekla, za eno izkušnjo, za eno razmišljanje, da vidiš točno v življenju, kaj je pomembno. Jaz sem skozi vse te preizkušnje v življenju videla, da se premalo zavedamo teh vsakdanjih stvari, vsakdanjih pozornosti, ki jih dobimo ali pa tudi ne dajemo oziroma dajemo drug drugemu, da je treba biti v življenju zares, treba se naučiti biti znati zadovoljen, ker se mi zdi, da kot družba smo zdaj, vsega imamo večina, ima polno rit vsega, govorim, ne znamo pa ceniti najbolj osnovnih stvari, to, da nekomu poveš, da ga imaš rad, da je tukaj za tebe, da ga znaš ceniti, da ga znaš sploh videti, da znaš mu z eno, bom rekla, tortico ali pa pecivom polepšati dan, da, ne vem, razveseljujejo me, kot vidim, da so, kak so v Kungoti lepo tulipani nasajeni in so že, ne vem, 10 centimetrov prišli ven. V takih najbolj vsakdanjih stvareh vidim ljubezen, vidim pozitivo, vidim lepe stvari v življenju, ne. Torej, da ne jemljemo vse samoumevno, ampak da znamo v vsakem dnevu poiskati tisto, kar nas osrečuje in kar nam daje smisel v življenju. Ja, ker sem bila v obdobju, kjer naprimer sem bila zelo uspešna, zelo priljubljena, mlada, lepa, luštna ženska, mlada, ne, pa nič od tega nisem znala niti videti, naprimer, niti ceniti. Zdaj, po 25 letih kasneje, me je življenje moralo precej obrusiti in mi pokazati, na kak način naj živim življenje, na kak način, da bom polna tu notri, da bom zadovoljna, ne. Ni pomembno tisto, kaj je navzven, ampak tisto, kar nosimo v sebi. Ja. Najlepša hvala, Natalija, da ste si vzeli čas in bili moja gostja. Z veseljem. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.